Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani. V imenu naše šole vas prav lepo pozdravljam na otvoritvi razstave mednarodnega likovnega natečaja v Pečelah Seviže. Veseli nas, da se je povabilo odzvalo res veliko število šol iz Slovenije in onkraj naših meja. Tako kot je že Peter povedal, je okraševanje panjskih končnic praktično že folklora naše šole. V več kot 20 letih so učenci bližnjih šol v različnih tehnikah ustvarjali podobe panjskih končnic, ki jih še danes z veseljem pokažemo na šoli in tudi drugod. Danes smo pa tukaj na zaključnem dogodku celoletnega projekta v obliki likovnega natečaja, ki so ga na idejo naša učiteljica Tadeja Rozman pomagala ustvarjati še Maja Roka, Miša Maro in pa Nataša Modrič, ki se skriva. Kulturni program pa nam kot običajno podpira kolegica Vilma Stuber. Jaz sem napisal pred nami, ampak pod nami je preko 150 del otrok in mladostnikov z celega sveta. V naših očeh so vsa prispela dela odlična. Vendar pa je narava natečaja taka, da podeljujemo zlata, srebrna in bronasta priznanja. In pri tem so nam priskočili na pomoč in vrednotenje upravili akademska kiparka Uroška Toman, akademski slikar Mihael Rudel in pa vizualni umetnik Matej Bizovičar. Za njihovo delo se jim iskreno zahvaljujemo. Še enkrat se vam zahvaljujemo v imenu šole za današnjo udeležbo in vam želimo prijeten ogled prispelih del. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. 20. maj obeležujemo Svetovni dan čebel in na ta dan ste pripravili posebno razstavo panjskih končnic. Kdo vse sodeluje? Jaz bom rekla, da ni samo dan čebel, je tudi rojstni dan Antona Janše, ki je bil tako čebelar kot slikar, kar marsikdo pozablja. On je študiral slikarstvo, ne, na Dunaju. Je pa tako, da smo res pripravili prvi mednarodni natečaj panjskih končnic na temo čebel. Sodelovalo je pa 6 tujih šol in pa šole iz Slovenije, vse skupaj 50 šol. Prihajajo pa tudi razstavljavci iz drugih držav. Tako, prihajajo iz Koreje, najbolj daleč, potem je Portugalska, Španija, Hrvaška, Srbija in pa Črna Gora. Kako ste z njimi navezali stike? Nekaj stikov smo navezali preko projektov Erasmus, ker naši učitelji se preko teh projektov usposabljajo v tujini, nekaj pa preko veleposlaništev. Je bilo potrebno dosti časa, da je bilo to vse postavljeno, urejeno, kot vidimo tukaj v Čebelarskem centru v Lesah? Ravno včeraj sem spraševala čebelarje, kako je, ko so čebele utrujene. Me, organizatorke tega projekta, smo zelo utrujene, tako da dela je bilo kar veliko, ja. Torej menite, da ste bile čebelice v vsem tem času, ko ste tole vse skupaj pripravljale? Ja, mislim, da smo bile kar podobne čebelam. Glede na to, da bo potekala posebna prireditev, koga vse ste povabili na ta dan? Povabili smo seveda vse, ki so prejeli nagrado, ker ta natečaj je značaja, da se podeljuje nagrade, to se pravi prvo mesto, drugo in tretje, in pa seveda vse predstavnike bližnjih občin. Med drugim tudi Boštjana Noča, predsednika Čebelarske zveze Slovenije. Seveda, nismo pozabili, z njim smo že sodelovali, ko smo imeli odprtje razstave v parlamentu.
Slovenskem. Takrat smo z gospodom Nočom izvedli zelo eno lepo predstavitev. In koliko časa bodo sedaj te panjske končnice na ogled? Te končnice bodo na ogled do konca junija, tako da vse lepo vabim, naj si pridejo ogledati. Predvsem je zanimivo, ker če te panjske končnice pogledamo, ne vidimo kakšne bistvene razlike med državami. To se pravi, da nekje zelo podobno dojemajo svet čebel in tudi neka izrazna motivika je podobna. Seveda sem mogoče pozabila povedati, da je bil motiv določen in tudi tehnika je bila določena. Kolaž, seveda. Hvala lepa za tale pogovor. Tudi vam. Kdaj si začela ustvarjati panjsko končnico, za katero si bila tokrat nagrajena? Panjsko končnico smo začeli tam v januarju še ustvarjati, ko nam je učiteljica povedala, da gre za natečaj. Mi smo vzeli, ker smo imeli kolaž in tudi časopisni papir in smo iz vsega tega skupaj smo trgali in smo potem lepili. In na koncu so nastale lepe slike. Tako. Je to tvoja prva panjska končnica? Ja. Zagotovo pa ni zadnja. Najverjetno ni. Prihajaš iz Železnikov in kako to, da si se lotila panjskih končnic? V bistvu je učiteljica že to predlagala in se mi zdela v bistvu zanimiva opcija, da smo dali v ospredje čebele. In že nasplošno imam rada živali in sem uživala. Deluješ tudi v kakšnem čebelarskem krožku v Železnikih? To pa ne. Si pričakovala kakšno nagrado? V bistvu nisem vedela niti, da mi bo uspelo, sem pa vesela, ja. Kakšna je bila tvoja tehnika? Kako si ustvarjala, na kakšen način? V bistvu najprej sem narisala, večinoma sem naredila iz papirja z trganjem, sem pa pol proti koncu še dodajala cele kose. In v bistvu sem naredila 3 čebele, v ozadju sem naredila prostor za panj, pa pač v ospredju še rožo. In koliko časa si porabila za to? V bistvu 3 tedne sem delala po 2 uri. Doma ali v šoli? V šoli. Kako pa je potekal izbor za nagrajence? Ja, pravzaprav izbrati dela izmed tolikih izdelkov, ki so prispeli na šolo, ni bilo lahko. Tega smo se mi že na začetku zavedali. Zato smo tudi na šoli se odločili, da poiščemo zunanje ocenjevalce, raven zaradi tega, da ne bi bilo pristransko karkoli. Povabili smo k sodelovanju akademsko kiparko Uršo Toman, akademskega slikarja Mihaela Rudla in pa vizualnega umetnika Mateja Bizovičarja. Tako da so si oni vzeli čas, prišli na šolo in imeli kar celo dopoldne res težkega dela, da so izbrali potem izmed njih pač zlate, srebrne in bronaste. Je bila zagotovo težka odločitev tudi med samo komisijo? Zelo. Rekli so, da je bilo to eno težjih del, ki so jih mogli upravljati. Tudi določiti kriterije, pogledati vse detajle, pogledati zgodbo v tako likovno zgodbo kot vsebinsko zgodbo. Ja, težko delo je.